Hvala. Danes vas tukaj v prostorih kliničnega centra v Ljubljani pozdravljamo tako strokovnjaki kliničnega oddelka za hematologijo oziroma strokovnjakinji, kot so predstavniki Združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, in sicer skupno pobudo in sicer skupnim pozivom k podpori za bolnike s krvnimi raki in zelo pomembnim skupnim prizadevanjem. O vsem tem bomo v nadaljevanju skupaj spregovorile z profesor dr. Ireno Preložnik-Zupan, ki vodi področje celostne obravnave na kliničnem oddelku za hematologijo, in pa z diplomirano fizioterapevtko Majo Ogrinec, ki pa se vsak dan srečuje z hematonkološkimi bolniki in jim pomaga z fizioterapijo nazaj v življenje. Naj uvodoma povem, da ta naša tokratna skupna prizadevanja nadaljujejo že naše večletno skupno sodelovanje in sicer na področju osveščanja in pa tudi zagovorništva celostne obravnave bolnikov s krvnimi raki. Prizadevamo se skupaj za čim boljši dostop do kakovostne in pa sodobne celostne obravnave, tako v okviru zdravstvenega sistema, kot tudi v okviru našega združenja, kajti v dolgoletnih skupnih prizadevanjih smo skupaj namreč dosegli zelo velike premike na tem področju pri celostni obravnavi. Razvili in pa izvajamo skupaj tudi različne podporne programe, predvsem v okviru našega združenja, tako da res se že vrsto let skupaj angažiramo, da bi imeli bolniki tako v času bolnišničnega zdravljenja, kot potem, ko grejo v domačo oskrbo, res tisto celostno obravnavo, celostno oskrbo, ki bi jim pač omogočala čim boljši izid zdravljenja in seveda čim bolj kakovostno življenje. Če kdo potem zagotovo bolniki s krvnimi raki potrebujejo še veliko dodatne podpore, veliko dodatne celostne podpore, specifične celostne podpore, da bi lahko uspešno prebrodili to naporno obdobje zdravljenja, ki je izjemno agresivno, pogosto na mejah človeških zmogljivosti, kar je res velik izziv, tako za njih, kot seveda tudi za stroko. To zdravje, celostna obravnava, za katero si prizadevamo tudi s to današnjo pobudo, ki jo bomo predstavili, preprečuje zaplete, jih seveda tudi odpravlja in pa izboljšuje uspeh zdravljenja naših bolnikov, kar je pa tudi zelo pomembno, tudi njihovo kakovost življenja. Od te kakovostne celostne obravnave je odvisno tudi to, ali se bo bolnik, kako se bo bolnik vrnil nazaj v življenje, ali se bo sploh vrnil kakovostno nazaj v življenje, in pa seveda pri mlajših bolnikih zelo pomembno, ali se bo tudi uspel vrniti nazaj v službo in poskrbeti naprej spet zase in pa za svojo družino. Kaj pa sploh je celostna obravnava in zakaj je tako pomembna pri bolnikih s krvnimi raki, bo v nadaljevanju seveda povedala naša strokovnjakinja, profesorica dr. Irena Preložnik-Zupan, a mogoče čisto na kratko samo informacija, da je pri celostni obravnavi poleg zdravljenja zdravili zelo pomembna tudi prehranska, psihološka in pa fizikalna obravnava oziroma podpora. Še posebej je to pomembno za bolnike, ki se zdravijo na teh naših hematonkoloških oddelkih, kajti njihovo zdravljenje je, kako sem že omenila, zaradi narave bolezni in zdravljenja izjemno agresivno in pa pogosto na meji človeških zmogljivosti. Kar pomeni, da na začetku morda še koliko toliko fizično močan bolnik, ki pride na zdravljenje, postane gibalno oviran, nekateri celo nepokretni in tukaj jim je potrebno pomagati, kajti to je res nekaj najtežjega, kar bolniki preživljajo poleg zdravljenja. Bolnišnična zdravljenja krvnih rakov vemo, da so dolgotrajna, bolniki so pogosto hospitalizirani, zato je teh možnosti za takšne zaplete in pa fizične ovire zelo veliko. Vsa najnovejša zdravila in pa terapevtske možnosti, vso zavedanje in pa energija naših zdravstvenih strokovnjakov, vsa pripravljenost in pa želja bolnikov,
je pa za manj, če ni na voljo neke potrebne infrastrukture, ki bi omogočala tudi to fizikalno podporo in pa pomagala bolnikom ohranjati ali pa na novo pridobiti mišično maso, gibljivost, moč za samostojno in pa varno gibanje. Te infrastrukture pa žal hematološka oddelka Kliničnega centra v Ljubljani in pa hematološko-onkološkega oddelka v Kliničnem centru v Mariboru nimata na razpolago toliko, kolikor bi ga potrebovala, oziroma si ga morata deliti še z ostalimi oddelki, bolnišničnimi oddelki, kar pa pomeni, da naši bolniki ne morejo dobiti pravočasne fizioterapevtske obravnave, takšne, kot jo potrebujejo. Zato smo tukaj združili moči in na pobudo bolnikov in pa seveda tudi v soglasju z našimi stroko, z strokovnjaki obeh bolnišnic, šli v akcijo, kjer želimo pozvati širšo javnost, da nas pri tem podpre, da nam pomaga, da skupaj del te opreme nabavimo in s tem omogočamo našim bolnikom s krvnimi raki pravočasno obravnavo. Ne nazadnje pa s tem tudi tlakujemo novim metodam fizioterapevtske obravnave v zdravstven sistem in računamo, da bo v nadaljevanju potem seveda tudi takšnih naprav dovolj, da jih bo zagotovil zdravstveni sistem in s tem ponovno skupaj z našimi strokovnjaki premikamo meje in verjamem, da nas bo javnost potem podprla. In zato pač pozivamo tako posameznike kot seveda podjetja, da tudi morda simbolno donacijo nam pomagajo uresničiti ta naš cilj. Zdaj bi pa prosila profesor dr. Zupanovo, da se mi pridruži. In sicer mogoče, če samo na kratko pojasnite, kaj sploh je celostna obravnava pri hematoonkološkem bolniku, zakaj je tako pomembna v celotnem procesu. Torej, najlepša hvala za povabilo in želim poudariti, da v Sloveniji vsako leto zboli za rakavimi obolenji okrog 16,000 ljudi. Od tega je 90% krvnih rakov. In najpogostejši krvni raki so limfomi, Hodgkinov in ne Hodgkinov, levkemije in pa plazmocitom. In zdaj, če pogledamo samo akutne levkemije, naprimer, bolnik zaradi intenzivnega zdravljenja leži na našem oddelku zaradi intenzivne kemoterapije večkrat po en mesec. Se pravi, potrebuje 2 do 4 intenzivna zdravljenja z visokodozno kemoterapijo, zatem pa sledi še pogosto presaditev krvotvornih matičnih celic, ki ravno tako zahteva mesec dni bolnišničnega zdravljenja, potem pa še rehabilitacijo oziroma sledenje zaradi hude imunodepresije vsaj še leto do 2, oziroma ko je boljši praktično celo življenje v večmesečnih raznikih. In vsako mesečno zdravljenje v majhni sobi, kjer je predvsem na razpolago postelja, ne nudi dovolj prostora bolnikov, da bi ohranjal mišično maso. Zato smo se že pred leti začeli truditi, da imamo to celostno obravnavo, celostno pomoč, ki poleg kemoterapije, ki jo bolnik ima, ponuja tudi fizioterapevtsko redno spremljanje, potem tudi prehranskega specialista in pa psihologa. Tako da ta zdravljenja potekajo vzporedno. In v namen fizioterapevtske obravnave smo že pred leti imeli več akcij, da smo lahko kupili sobna kolesa in jih imamo za pokretne bolnike v vseh sobah. Seveda pa to kolo ni primerno za nepokretnega bolnika. Tako da v bistvu za nepokretne, ki pa jih je tudi nekaj, potrebujemo drugačno obliko kolesa, ki pač omogoča tudi na postelji rehabilitacijo in si ga trenutno delimo pač z drugimi oddelki, kar pa morda za naše bolnike, ki so bolj imunokompromitirani, ni vedno primerno in ni vedno na razpolago. Tako da pač potrebujemo neke dodatne rekvizite tudi za te bolnike. Za kvaliteto življenja in za vračanje nazaj v službo, na delo, rabi bolnik povrstno podporo, ki jo omogoča potem po bolnišničnem zdravljenju
še 6-mesečni program, ki ga izvajamo že od 2017 skupaj z Združenjem bolnikov levkemija limfom in omogoča bolniku dejansko vrnitev v življenje na drug kvaliteten način, kakor brez te podpore. To je nekaj, kar so bolniki pohvalili, da je resnično kvalitetno, da resnično potrebujejo in sedaj po COVID času se udeležujejo vsega tega tudi po Zoomu. Tako da imamo delavnice po Zoomu, imamo telovadbo po Zoomu za celotno Slovenijo. Predtem smo imeli telovadbo in vse te ukrepe tudi v živo. Sedaj pa je to možno na ta način, ki je eleganten, ki je primeren za vse bolnike tudi iz domačega okolja. Pa Maja, tebe prosila, če mačkam predstaviš, mogoče malo bolj natančno, kako poteka ta obravnava bolnika teh polkompletnih pa nekompletnih bolnikov. Kaj potrebujejo? Torej, kot je povedala že dr. Zupanova, na kliničnem oddelku za hematologijo so v fizioterapevtsko obravnavo vključeno praktično vsi bolniki. Torej, kot je že ona rekla, pokretni in tisti, ki so samostojni v dnevnih aktivnostih, kolesarijo na sobnih kolesih po navodilu fizioterapevta. Poleg tega vse čas izvajajo tudi vaje za ohranjanje mišične moči z težmi, elastičnimi trakovi, tudi z lastno težo. No, seveda, na drugi strani imamo pa mi veliko bolnikov, ki so delno pokretni, tudi nepokretni. Imamo tudi veliko bolnikov z zlomi, to so predvsem bolniki z diseminiranim plazmocitomom in tudi številne bolnike z nevrološko simptomatiko. Oni pa imajo seveda vsakodnevno specialno fizioterapijo. Zdaj, seveda, da je rehabilitacija čim bolj uspešna in čim hitrejša, fizioterapevt pri svojem delu potrebuje tudi razne pomočke in aparatur. Tako potrebujemo številne hodulje, rolatorje, stojke, uteži, žoge, ravnotežne rezine in podobno. No, in kot je omenila že dr. Zupanova, v tem trenutku bi zelo potrebovali tudi posteljno kolo. To kolo je namenjeno nepokretnim bolnikom, mi ga pripeljemo do postelje in to kolo nam omogoča, da ga prilagodimo bolniku, ima različne programe delovanja. Lahko bolnik samo pasivno gibanje izvaja, ko pa se pojavi aktivnost, s pomočjo tega kolesa lahko asistirano giba in kasneje tudi proti oporu. Tako da res do sedaj smo si morali to kolo sposojati, pa predstavlja veliko problem. No, poleg tega kolesa pa bi bil nujno potreben še en pripomoček, to je pa magnet za stimulacijo mišic. Tudi ta magnet bi prišel poštev predvsem pri slabo pokretnih bolnikih, nepokretnih. Moramo se zavedati, da veliko naših bolnikov je v času zdravljenja gre tudi recimo v respiracijski center, zaradi odpovedi dihanja. In ko se oni vrnejo po parih tednih nazaj na oddelek, je njihova mišična masa res popolnoma zmanjšana, popolnoma so lahko nepokretni. In taki bolniki potrebujejo v neki začetni fazi tudi elektrostimulacijo. Raziskave kažejo, pa tudi naše izkušnje, da bolnike, ki jih že v času, ko so sprejeti v to intenzivno enoto, že takrat stimuliramo, da je potem zelo skrajšamo čas rehabilitacije. Hitreje potem takega bolnika lahko mobiliziramo in tako naprej. Tako da vsekakor tudi ta magnet bi bil zelo
potrebe. Tako. Ja, zdaj, če konkretiziramo, zdravnica in pa fizioterapeutka sta povedali, kakšne so potrebe na oddelku, kakšne bi bile dobrobiti te opreme, za katero si prizadevamo skupaj. Tako da bi mogoče samo povzela, zakaj zbiramo sredstva. Zbiramo sredstva za specializirano posteljno kolo za nepokretne bolnike, potem napravo za magnetno stimulacijo mišic, in pa hidravlične hodulje, potem navadne hodulje, za rolatorje, potem pa tudi za ostalo opremo, ki pomaga pri fizikalni obravnavi. Skupaj zbiramo za klinični center Ljubljana in pa za klinični center Maribor, za oba hematološka oddelka. Ocenili smo, glede na potrebe, da potrebujemo 51 000 evrov. Zbranih imamo že 15 000 evrov, kajti naša akcija že traja približno 1 mesec in uspelo nam je pridobiti že kar nekaj podpore javnosti. Tako da z naše strani gre poziv tako posameznikom kot podjetjem, če nas lahko pri naših prizadevanjih podpremo. Kajti tako kot ste omenili strokovnjakinji, s temi vsemi pripomočki in napravami premikamo meje za naše bolnike s krvnimi raki, omogočamo nove pristope k celostni obravnavi, predvsem pa rešujemo čas njihove rehabilitacije, izboljšujemo njihovo kakovost življenja in po tako napornem zdravljenju, kot je zdravljenje krvnega raka, jim omogočamo, da se bojo lažje vrnili nazaj v življenje, da bo njihova kakovost življenja boljša in da bomo številnim pomagali tudi nazaj na delo v službo, kar je tudi izrednega pomena za posameznike, predvsem tiste delovno aktivne bolnike. Tako da še enkrat poziv k podpori. Zdaj vse podatke o kam donirati, kako donirati, bomo pa priložili izjavi za javnost. Mogoče ena možnost je za SMS donacijo zdrav 10 na 1919 ali preko nakazila na naš transakcijski račun, ki se ga najde na naši spletni strani lymphom@leukemia.org ali pa lahko poiščete možnosti tudi na socialnih omrežjih, kjer že ves čas akcije in še bomo obveščamo o načinih podpore in možnosti za donacijo. Tako da iz srca hvala vsem, ki so se že odzvali, vsem našim donatorjem, ki so že v preteklem mesecu nakazali donacije združenju v ta namen in pa hvala tudi vsem, ki se bodo še v bodoče odzvali in pomagali tako kliničnemu oddelku za hematologijo UKC Ljubljana kot hematološkemu oddelku UKC Maribor do teh naprav in do v bistvu izpopolnjene celostne obravnave bolnikov s krvnimi raki.